ta vlog sem kar nekje random začela z ring lightom. Hočem sem povedati, da mislim, da je ta vlog malo krajši, zato ker nisem toliko snemala, malo sem bila zasedena. Upam, da boste vseeno uživali, bo pa naslednji teden malenkost daljši oziroma več stvari se bo dogajalo. Tako da, to je to. Uživite v vlogu. Nov ring light sem kupila, zato ker se mi je ta pokvaril. Nisem sigurna, jaz sem žarnica crkvena in zato sem naročila novega, ker se mi je mudilo. Nisem imela cajta probavati, a je žarnica ali ni. Sem pa glih en dan prej, oziroma ne, isti dan sem govorila, moram si nov ring light kupiti, ker se mi zdi, da se ta počasi pokvaril, ker ga že imam toliko let in pač ja, žarnice se pokvarijo. In isti dan se mi pokvarja, sem imela pa še video za posnet. Pa ja, včeraj pol nisem streamala in sem naročila ekspresno dostavo, oziroma ja, hitro dostavo. Ista firma, malo posodobljena verzija, vam bom itak vse pokazala. Kupila sem na Amazonu, Nemčija. In plačala sem 25 €, da sem dobila to v enem dnevu v bistvu. Ampak ja, ne rabim to. Ta ima prav žarnico okoli. To sem pa kupila čez, zato da je bolj blaga svetloba, pa tukaj je čist nekaj pokvarjeno, ne stoji dobro na stojalo, ampak mislim, ne pade, ampak ne stoji mirno. Stojalo sem posebej takrat kupila, mislim, da je tudi newer, ne vem. Tukaj naj bi bilo pa stojalo že zraven. Bomo videli, pa ful nekih drugih stvari še, pa ni žarnica, ampak so LED lučke. Torba je čisto ista, razen, da ima še to, da daš na ramo. Mislim, da tega prejšnjega. Tu so pa po moje stojalo in te pač podaljški oziroma kabli. Ko sem jaz prvo luč kupila, je bila okoli 110 €, pa ni imela stojala, pa ni imela teh dodatkov zraven. Tako da je v bistvu boljša cena bila zdaj. 80 €, sam da sem pač pol 15 € za ekspres dostavo naročila, ampak še vedno ista cena v bistvu. To stojalo izgleda ful ogromno. Tako močno pač ta del, wow. Kaj? To je ful preveliko vse, mislim, pač ful placa mi bojo te tace zasedle. Saj bom staro stojalo uporabljala pa nekaj, pa bom to imela doma. Oziroma za to drugo, če jo bom kdaj imela. Nice. Za telefon nastavek, tega zdaj nisem imela. Ful dobro. To mi bo ful prav prišlo. Ja, še tu je nek nastavek, po moje za fotoaparat. Še sprožilec, what? Ful dobro. Ja, prejšnjo luč sem naročila iz Anglije, torej sem dobila pač drug ta vtič, tako da sem mogla še en dodatek kupiti. Ta je pa iz Nemčije, tako da je cool. Prav napajalnik in vse. Torej, ja, dobiš pa še te oranžne filtre, to je, če hočeš mogoče drugo svetlobo ali nekaj. Res ista, v bistvu ni toliko zavarovana lučka not. Dela. Je pa cool, ker lahko še zmanjšaš in povečaš. Tako jaz poslušam projektu na ogled. Malo prisluškujem morebitne nove cimre. Ena soba je prazna tukaj v hiši, tako da ja, prihajajo na ogled. Jaz sem pa dala, da bom spoštovala. Aja, že. Jasmina. Eno vprašanje, a mogoče lahko internet? Wi-Fi. Ja, Wi-Fi. Bazen sem kupila. Ok, ta bazen sem kupila na Mimovrstah. To je velikost bazena.
Ni ful velik, pa ne ful mali, glih prav, da nam ga lahko ne hitro postaviš, napihneš in daš malo vode, ne toliko, da se ohladiš. Imam drugače malo večji bazen doma, samo ga je ful treba, da ga postaviš, pa ful vode gre na tem, pol vreme je glih 4 dni skup lepo in pol je konc, tako da sem rekla, da tega kupim. To bo moj dopust letos. Včasih se vprašam, koliko sem stara, ampak... Misko, pisko, aj si bil bratano v kleti, ja? Ti dobri kete. Egla, pridi bliže. Nič imaš fajn. Bazen bom postavila pol. Kako si lepa, dan smo skupaj spala, ali? Ja. Maja kroksi. Mislim, da ravno je kroksi, te so ful umazani. Evo, tako izgleda. Zdaj ga moram pa napihniti. Ful ima te ogromne zapihati. Ojoj. Ne vem, če imamo pumpo, saj nastavka takega nimamo. Kaj se dogaja tukaj, ha? Ej, moči! In grede, to so rane, ki mi jih je zadal prej, brez razloga, niti izzivala ga nisem, tako da trenutno se ne marama. A poci vas? Pri kosilu si se mi pa prilizoval, a? Sem imela hrano, predtem pa me skoraj ubil. Evo, bazen je napihnjen. Zdaj ga pa treba nafilati. Sploh ni tako mali, kot sem mislila, da je. Dobro jutro. Grem se malo posončiti v moj bazinček. Zgledam jutranja, tako da ura je 11, oziroma po 11, tako da je pa že sonce na bazenu, da vam pokažem. Moče! Grem pa zdaj v basen. Malo se posončiti. Ti me boš pa gledal, a? Kripi. Kripi moj. O. Kaj me tako čudno gledaš? Prav fajn je za sončenje. Radi se sončim na brisači in mi je ful vroče. Tukaj pa sploh ne čutim vročine. Imam pa kremo za sončenje gor, tako da nič skrbeti. Ej ti, palijo na avta, a? Pleh pi. Ej, a ta bo hud. Dosti je bilo danes. Danes mi je pa že ful rano, dosti je bilo. Ne boste verjeli, Jasmina gre v fitness po 3 ali 4 mesecih. Vam pokažem, kaj sem jedla pred fitnessom, 1 uro prej, zato ker glede na to, da grem po dolgem cajtu spet v fitness, se mi zdi pametno, da jem prej, čeprav je bilo malo prehitro za mene, pač ne jem tako zgodaj. Ura je 1, glih kar bo 1. To je za mene dosti zgodaj, da jem. Ponavadi jem ob 3-4. Ja, tako da naredila sem si mehko kuhana jajca, dodala bom malo kruha. Da vidimo. Perfekt. Tako da to razkosam, posolim, dodam koščke kruha. To smo včasih jedli, mislim, še vedno jemo. Ok, bom dodala kruhinco. Ok, to zgleda ful grozno, vem, ampak obljubim, da je dobro. No, če imate jajca radi, drugače ne. Ja, v bistvu se mi še vedno ful ne da, sedim tu v avtu na parkirišču, ampak sem pa imela srečo, da je ful prazen parking. Ponavadi me to ful zadržuje, da grem v fitness ta parking, ker se moram pri fitnessu ukvarjati s parkingom in ko grem domov, moram iskati parking in to je meni ful pač naporno in brezvezno. Ko že itak nimaš motivacije za fitness, se moraš še s tem ukvarjati in ne pomaga glih. Ampak jaz sem prišla, parkirala, grem v fitness, danes delam noge, ker jaz ponavadi, ko grem nazaj v fitness, vedno začnem s tem, kar največ delam oziroma najraje delam. To so noge. Mislim, da je protokol v fitnessu tak, da daš masko gor, ko vstopiš in ko izstopiš. Nima smisla, ampak taka so pravila. Mislim, ne vem, kaj je point. Ja, za ta tema je itak zelo občutljiva, tako da moraš tiho.
Gleda prazno. Ok. Tako sem se pa danes slabotno počutila, v smislu pač ne močno, ne slabotno, nemočno počutila. Naredila sem pol manj vaj, ali pa ok, 1/3 manj vaj kot ponavadi, teža itak čist druga, ne, ful nižja, ampak zašvicala sem se, pa ni toplo v fitnessu, ker je klima, v glavnem, neverjetno, ampak sem bila, ne bom pretiravala, ker itak sem bila ful zmatrana, ful sem se počutila, da sem ful naredila. Ampak če se primerjam s 3-4 mesece nazaj, itak je čist slabo, ampak ne smem se s tem primerjati. Glavno, da sem šla, to je moj začetek, komaj čakam, da postanem spet nazaj močna, ne tak šibka, ker to je bilo res porazno. Glih 1 uro sem bila v fitnessu, ni bad, ampak ponavadi za leg day poravim ful več cajta kot 1 uro, ampak ja. Zdaj grem pa v DM, ker rabim par stvari, vam bolj pokažem, kaj. Ena ženska je šla z rolerji v DM. Ker vem, rolerji niso dovoljeni v trgovini. En quick DM haul. Torej, kupila sem si nov svinčnik za obrvi, tega sem že imela. Vmes sem si kupovala od Catrice, ki je isto tak slim. Catrice ima najboljš te za obrvi. Ta tanek mi je boljši od Revolution, ker je bolj suh, ni toliko masten. Za obrvi je fajn, da je bolj suh svinčnik. Drugače je pa čisto isti, pač barve so iste, pa tanek je isto, pa mislim, da je isto gramov. Od Essija sem si kupila lak, ki je base top, v glavnem vse v enem in utrditi nohte. Ta je bil kar tak 11 €, nikoli še nisem toliko za lak dala. Verjamem, da je dober in eno barvo sem si še kupila. Kupila sem si še to peeling krpo, ker bom ta teden probala fake tan. Prvič v življenju vam pokažem seveda, ampak to bo v naslednjem vlogu.